Lea Einfalt, svetovna podprvakinja. Mladi za lepšo skupnost. Z argumenti proti bioplinarni. Novo vodstvo v Rahelinem vrtcu. Kengurujčkovih prvih 10 let. Semani dan na Telečjem. Moja dežela lepa in gostoljubna. Skulpture Mirka Mihovca. Lepo pozdravljeni. Ponovno začenjamo s športom. V prejšnji oddaji smo poročali o zlati medalji svetovnega mladinskega prvenstva v plavanju, tokrat nadaljujemo s srebrom z gorsko-tekaške elite. Smučarska in gorska tekačica Lea Einfalt, ki je to nedeljo dopolnila svojo zbirko medalj svetovnih mladinskih prvenstev v gorskem teku, je po predlanski zmagi in lanskem bronu osvojila še srebrno medaljo. Z naslovom svetovne podprvakinje se je dokončno poslovila od mladinske konkurence. Že pred 29. svetovnim prvenstvom v gorskih tekih na Poljskem, kjer je nastopilo 335 tekačev iz 40 držav, je Einfaltova veljala za glavnega aduta 16-članske slovenske reprezentance. Srebrno kolajno je najboljša športnica v naši občini zadnjih 2 let svojo vlogo ožjih favoritinj za zmago povsem upravičila. Ja, cilj je bila kolajna, vedno štartam na prvo mesto, na zlato kolajno, sploh v gorskih tekih bi bilo, mislim, da kar malo razočaranje, če ne bi dosegla kolajne. Ampak glede na tako tekmo, ki je bila, sem zadovoljna. Po zlatu v Tirani izpred 2 let in lanskem bronu v Italiji je njena zbirka medalj svetovnih mladinskih prvenstev sedaj popolna. Ja, še to sem rabila, tako da zdaj imam komplet in mislim, da se kar na lep način zaključila to mladinsko kategorijo. Einfaltova, sicer specialistka za dolge in strme vzpone, je na razgibani 4-kilometrski progi z 240 metri višinske razlike štartala precej zadržano in presenetljivo že na prvem spustu izgubila stik z najhitrejšimi tekmicami. Ja, tekma je bila tako zelo zanimiva, v bistvu ni šla lih po mojih pričakovanjih, ker sem na spustu zelo veliko zaostala, tekmic nisem videla niti pred sabo. Mislim, da sem bila na 15. mestu, ampak pol, ki se je začel klancno, so počasi popuščala in sem skozi bolj napredovala. Tako da malo me zmanjka še za ta zadnjo, če bi bila malo daljša proga, bi bilo še malo boljš, ampak sem bila zelo zadovoljna. Za zmagovalko Američanko Mandy Ortiz je v cilju zaostala 11 sekund, z malce grenkim priokusom, da bi že malenkost daljši vzpon lahko prinesel celo zmago. Ne veliko, tako kot sem rekla, če bi bila malo daljša proga, mislim, da bi prišla do izraza moja zdržljivost, da bi se dal še kaj narediti. Žal pa Leino srebrno slovo od mladinske kategorije lahko pomeni tudi dokončno slovo od gorsko-tekaške elite. Novopečena študentka fakultete za šport je namreč takoj po prvenstvu vodstvo reprezentance presenetila z odločitvijo, da se s prehodom v člansko kategorijo njena gorsko-tekaška kariera končuje. Ja, veliko bi si jih želeli, da bi nadaljevala, pa sem se že odločila, da pač v članski kategoriji ne bom več nastopala v gorskih tekih, razen kakšnih domačih tekem, ker pač, če bi hotela doseči kakšno dobro uvrstitev, bi mogla zato malo več trenirati, tiste, če pa kakšne 20-30 mesto, pa mislim, da ne bi imela nič od tega. Po srebrnem slovesu se Einfaltova že osredotoča na svojo paradno panogo, tek na smučeh. Olimpijska sezona je pred vrati, ruski Soči pa zanjo povsem realno dosegljiv. Že v prejšnji oddaji smo poročali tudi o tem, da so iz bioplinarne organike Petač odpeljali najbolj vitalne dele, pa tudi najdražje dele kogeneracijske enote. Predstavniki civilne iniciative Pirniče so celo podvomili, ali je vse skupaj povezano s težkim finančnim položajem družbe Keter Organika, ki velja za strokovnega sodelavca uradnega investitorja, torej podjetja Biostrom, in neuradno tudi za tistega, ki je krivec, da je namesto bioplinarne za lastne potrebe zrastel elektroenergetski objekt. Predstavniki podjetja so za časnik Delo že zanikali kakršnokoli povezavo z omenjenim odvozom, pravijo le, da gre za redni remont. Za vprašanja naše televizije pa ostajajo gluhi, prav tako kot tudi Miha Petač oziroma družba Biostrom. Prav danes pa je na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekala ustna obravnava z namenom, da krajani, ki jih zastopa nevladna Alpe Adria Green oziroma sosedje, predstavijo svoje stališče do okoljskega dovoljenja za emisije v zrak, ki ga je Arso izdal junija lansko leto.
Spomnimo, Agencija za okolje Republike Slovenije je junija lansko leto izdala podjetju Bioštrom okoljsko dovoljenje glede emisij snovi v zrak za bioplinarno z največjo proizvodno zmogljivostjo 9 ton predelave odpadkov živalskega izvora na dan. Seveda ni šlo brez velikega ogorčanja krajanov in neposrednih sosedov, še posebej, ker je agencija precenila, da niso niti sosedje, niti krajani, ki jih zastopa nevladna organizacija Alpe Adria Green, niti občina Medvode, stranka v postopku. Še večje ogorčenje je bilo, ko je njihove pritožbe zavrnilo tudi ministrstvo. Ministrstvo kot pritožbeni organ je namreč podalo dokaj nerazumljivo razlago, da po zakonu ne morejo biti stranka v postopku, da niso izkazali pravnega interesa in da ni zadostno sklicevanje na ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja. Ministrstvo je namreč precenilo, da ne gre za napravo, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega, saj naj bi bioplinarna dnevno predelovala le 9 ton odpadkov živalskega izvora. Zanimivo, če bi jih 10, bi moral investitor pridobiti celostno okoljsko dovoljenje. Ko smo iskali podatke, za katero bioplinarno naj bi torej sploh šlo, smo z agencije dobili pavšalne odgovore. Predvsem pa, da je tovrstno okoljsko dovoljenje potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravna enota. Torej okoljsko dovoljenje na zalogo za neko novo bioplinarno. Upravna enota v Ljubljani je namreč na podlagi mnenja občinskega sveta, češ da je lahko bioplinarna tehnološko vezana le na hlev, zavrgla vlogo podjetja Bioštrom za spremembo obstoječega gradbenega dovoljenja, s katerim je želel črnogradnjo legalizirati. Upravno sodišče pa ji je dalo prav. Upravno sodišče pa je dalo prav tudi krajanom Pirnič in sosedom, zakoncem Lavrinci in Turinek, da vendarle morajo biti stranka v postopku in prav danes je na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekala ustna obravnava, na kateri naj bi končno lahko predstavili svoje stališče do okoljskega dovoljenja. Sledi prva izjava po današnji ustni obravnavi, več podrobnosti pa seveda prihodnjič. Ste po današnji obravnavi dobili občutek, kakšne načrte ima investitor? Ja, glede načrtov nam danes nič ni pojasnil, ker ni dal nobene izjave. Torej lahko rečete, da veste, za katero bioplinarno je bilo to okoljsko dovoljenje izdano? Zdaj, okoljevarstveno dovoljenje je bilo, tako piše, izdano za napravo, ki že stoji, ampak ne obratuje in ima odločbo o rušitvi. Če vas sedaj dobro razumem, to pomeni, da ste imeli prvič priložnost povedati, zakaj ste proti, kakšen je bil tisti glavni argument proti bioplinarni. Res je, prvič do zdaj nas je bil kdo pripravljen poslušati oziroma smo bili sploh vprašani za mnenje. Naš argument za proti bioelektrarni je seveda, da tak objekt ne sodi v naselje in v gosto naseljeno območje. Nadaljujemo pa z družinam prijaznimi podjetji. Na našem koncu se poleg Heliosa s to titolo lahko pohvali tudi družba Petrol. Mimogrede, med drugim se je v preteklosti omenjala tudi kot potencialni kupec prej omenjene bioplinarne, pa so to že zanikali. V Sloveniji je sicer registriranih več kot 130 podjetij, k s prednostjo družini povečujejo svojo motivacijo zaposlenih, produktivnost in zadovoljstvo, hkrati pa zmanjšujejo stres zaposlenih in večajo pripadnost le-teh podjetju. Za trenutek se vračamo v zadnji teden počitnic. Družba Petrol je prejela certifikat družini prijazno podjetje leta 2010. To je postopek, ki temelji na družbeno odgovornem sodelovanju z zaposlenimi in usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Ukrepi za varovanje zdravja, komuniciranje z zaposlenimi, timsko delo, nagrada vsakoletnemu naraščaju, čestitke uprave o posebnih jubilejih, dan odprtih vrat, pravica zaposlenih do prostega dneva na prvi šolski dan prvošolčkov, možnost fleksibilnega delovnega časa prvi teden uvajanja zaposlenih otrok v vrtec in enakopravna obravnava moških in žensk. To je le nekaj ukrepov, ki jih je družba sprejela z namenom izboljšave kakovosti delovnega okolja.
Eden izmed ukrepov so tudi aktivne počitnice, ki jih je družba organizirala zadnji teden poletnih počitnic. Te so bile še uspešnejše od lanskoletnih, saj se jih je udeležilo kar 37 otrok. Prvi vtis je res neverjeten, predvsem potem, ko sem ugotovil, koliko naši otroci živejo v učinkoviti rabi energije in podobno. Je pa to v sklopu naše akcije oziroma certifikata Družini prijazno podjetje, da poskrbimo zadnji teden pred začetkom šole, da naši otroci, ki so zaposleni oziroma zaposleni naših staršev, otroci aktivno preživijo počitnice. Projekt so pripravili skupaj z zunanjimi izvajalci, s Kinološkim društvom Ljubljana, Jezikovno in plesno šolo ter Ljubljanskim živalskim vrtom. Najbolj poučen pa je bil zadnji 5. dan, ko so obiskali Center energetskih rešitev. Spoznali so pomen energije, njenega varčevanja in učinkovite rabe. Kako doma varčuješ z energijo, recimo pri lučeh, pri vodi? Ne vem, pač, da če si zobe umivam, da nimam vmes vode odprte, ali pa da če se grem tuširati, da si ne naredim pač banje. Igramo na igric, kolikor se mi, imamo izolacijo, kurimo na drva. Maja 2007 je certifikat Družini prijazno podjetje prejelo tudi podjetje Helios. Težko je verjeti, da se v današnjem času še najdejo mladi zanesenjaki, ki delajo zaradi dobre volje in za dobro vzdušje v kraju. A v krajevni skupnosti Smlednik je letošnje poletje 15 mladih čistilo in urejalo javne objekte in okolico v zameno za izkušnje, prijetno preživeti čas v dobri družbi in skromno denarno izplačilo. Preteklo soboto je bila 5. v vrsti akcij pod okriljem projekta Mladi za skupnost, ki ga je letošnje poletje prvič zagnala krajevna skupnost Smlednik. Gre za mladinske delovne akcije za lepšo podobo kraja in dvig kvalitete življenja krajanov krajevne skupnosti Smlednik, v katerih je sodelovalo 15 dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti Smlednik. Moram reči, da sem zelo zadovoljen. Predvsem nad odzivom naših mladih, v smislu tega, da so res pripravljeni, kadar je kakšna zadeva prideti in bolj zaradi dobre volje, kot zaradi česa drugega sodelovati. V tem času so opravili večino zadanega dela, ki je vključevalo urejanje okolice in prostorov javnih objektov ter obnovo elementov javne infrastrukture. Obnovili so prostore krajevne skupnosti, uredili križišča, počistili avtobusne postaje ter obnovili obstoječe klopi na javnih površinah. Nekaj pa jih bodo kupili še v prihodnjih tednih in razporedili po krajevni skupnosti. Projekt pa so ves čas z odobravanjem spremljali tudi krajani. Marsikdaj se nam je zgodilo ravno prejšnjo soboto, ko smo urejali križišče v Valburgi in pa pri spomeniku NOB. Se je zgodilo, da so krajani prišli, se malo pozanimali, nam priskočili na pomoč, prinesli nekaj orodja, pripeljali prikolice. Potem, ko so videli, da moči nekoliko pojemajo, so prinesli tudi kakšno okrepčilo in tako naprej. Tako da moram reči, da se je na koncu izkazalo kot ena zelo super kombinacija ene pozitivne energije mladih in pa potem tudi vseh tistih, ki so čist, bi rekel, naključno pristopili k projektu. Zakaj si se ti pridružila projektu Mladi za skupnost? Zato, ker se mi zdi to zelo dobra ideja, da mladi pač pokažemo, da imamo energijo in da smo pripravljeni pomagati, ker dejansko to lahko naredimo. Meni se zdi v redu, da res mladi prispevamo nekih skupnosti, ker tega se manjka povsod. Ker mladi smo zdaj vse več za računalnikom in pred elektronskimi napravami in mislim, da je to res dober projekt. Dobra družba nekaj šteje in tlere definitivno je to prišlo tudi upoštev zraven in zato sem se tudi en del tega, da sem se odločil stopati zraven, ker je pač tudi dobra družba. Ja, zaenkrat mi je ful všeč, danes smo se lotili teh barvanja klopc pa prenavljanja, tako da bomo videli, kaj bo. In kaj vse ste do sedaj že počeli, poletje pravzaprav mimo, nekaj projektov je bilo že za vami? Ja, zrihtali smo hodnik na krajevni skupnosti, stranili smo te obloge, stenske lesene, pobelili, pokitali. Pol smo na križišču v Valburgi očistili vse, uredili okolico, obstrigali grmičke, spucali postajo, pa še nekaj manjših del.
No, med drugim so se danes lotili v Smledniku mladi tudi obnove smleškega bankomata, pa bomo zmotili dva pridna fanta. Kako grejo danes dela? Ne naj umotiti, no. Delava, moramo biti natančna, Ja, vi pa pa žal zdole nimamo cajta za izjave. Za opravljeno delo pa mladi prejmejo tudi denarno nagrado, ki je res da bolj simbolične vrednosti, a vendarle. Urna postavka znaša 2,5 evra na uro. Bolj to, da mladi prispevamo skupnosti. Tudi fajn je, da sicer dobiš nekaj plačano, ampak fajn je pa imeti tisti občutek, da si nekaj prispeval v skupnosti. Ne? Kaj je večja nagrada? Tista denarna, ki jo dobite, ali neko zadoščenje po upravljenem delu? Ja, gotovo jaz bi rekla, da je to najprej druženje mladih pri samem delu, pa to, da se ob tem veliko tudi stvari naučimo. Nismo še recimo teh stvari delali, tako da je to sigurno ena taka zelo velika izkušnja. Drugo je pa pač za zraven. Rezultat pa ja mora biti. Projekt se je tako dobro prijel, da bodo glede na razpoložljiva finančna sredstva z njim nadaljevali tudi po koncu poletja, vse tja do decembra. Takrat pa mlade čaka tudi zaključek in zahvala v restavraciji Smledniškega golf kluba. Pa bodo prihodnje leto mladi ponovno v akciji? Prihodnje leto bomo zagotovo šli še enkrat, dela nam sigurno ne bo zmanjkalo. O dogajanju v Rahelinem vrtcu hiši otrok Montessori smo zadnjič poročali meseca maja. Takrat o slabem vzdušju zaskrbljenih zaposlenih in starših otrok, celo o bojazni, da bi vrtec zaprl svoja vrata. Tokrat aktualno o pričetku novega šolskega oziroma vrtčevskega leta smo se s kamero prepričali, da zasebni župnijski vrtec s koncesijo, ki je predan vzgojnemu pristopu Marije Montessori, pod novim vodstvom in polno zaseden, izpolnjuje svoje poslanstvo. 6. leto delovanja zasebnega župnijskega vrtca v Preski oziroma Raheline hiše otrok je prineslo številne spremembe. 14. aprila, ko si je Franci Klopčič kot zakoniti zastopnik ustanovitelja župnijskega zavoda po 5 letih ukinil mandat direktorja, je 5-članski svet zavoda še istega dne med 4 kandidati izvolil novo direktorico, dr. Simono Medvešček, ki je prepričala z akademsko izobrazbo, vodstvenimi izkušnjami in zavezanostjo Montessori pedagogiki. Po besedah Klopčiča, ne zaradi trenj, pač pa temeljnega nerazumevanja, da ima ustanovitelj pravico o preteku mandata ravnateljice, ta mandat podeliti nekomu, ki bo to delo opravljal vestno, korektno in z veseljem, je prišlo tudi do menjave zdaj že nekdanje ravnateljice Edvarde Štebljaj, ki naj bi bila kot ravnateljica in strokovna sodelavka vrtca preobremenjena. Še zlasti, ko je postala še direktorica družinskega podjetja in zavoda. Na njeno mesto je bila imenovana domačinka Mirjam Čebulc. Po tehnem premisleku sem to novo funkcijo vzela kot velik izziv. Verjamem in mislim, da s svojimi res raznolikimi izkušnjami in strokovnim znanjem, seveda skupaj z dobro ekipo vzgojiteljev, lahko postavimo Rahelin vrtec res na visoko kakovostno raven, kar je seveda v prid tako otrokom kot tudi staršem. Tukaj smo namreč zaradi njih. 34-letna ravnateljica iz Verja, po izobrazbi psihologinja z doktoratom iz specialne pedagogike, ima bogate delovne izkušnje s področja vzgoje in izobraževanja, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Trenutno velik poudarek daje tesnemu sodelovanju starši in vzgojitelji. Sodelovanje staršev otrok se mi zdi zelo pomembno, v to vlagam veliko energije, ker se mi zdi pomembno, da vzpostavimo zaupanja vredne medsebojne odnose. Dosedanje sodelovanje starši ocenjujem kot prijazne in zelo prijetne. Z nekaterimi starši sem imela individualne razgovore, z drugimi smo se praktično z vsemi dnevno dopisujemo preko elektronske pošte. Prvič pa se bomo vsi skupaj dobili na roditeljskem sestanku naslednji torek. Zaradi odhoda prejšnje ravnateljice je večina dosedanjega vzgojiteljskega kadra sama dala odpoved, tako v novem šolskem letu, kot se je izrazil Franci Klopčič.
Vzgojiteljski kader ni v celoti nov, je pa v zadostni meri, da predstavlja z novim šolskim letom veliko svežine in zavzetosti, saj so vsi zelo motivirani, da se stavijo za župnijski zavod svoje moči in znanje. Pred počitnicami smo že dopolnili vzgojiteljsko ekipo, ostali sta vzgojiteljici prvega starostnega obdobja in angleško govoreča učiteljica, ki pa smo jo z letošnjim letom zaposlili za polni delovni čas. Polno zasedena hiša otrok Montessori, ki izvaja celodnevni program za otroke od 1. do 6. leta starosti, v letošnjem letu združuje 53 otrok, razdeljenih v 3 heterogene skupine. Nekaj sprememb smo že uvedli, druge so že planirane. Nekako prva taka novost v tem šolskem letu je, da sta v vsaki skupini 2 vzgojitelja. Po normativu mora biti v vsaki skupini 1 vzgojitelj in 1 pomočnik vzgojitelja. Nadalje smo z novim šolskim letom za polni delovni čas zaposlili angleško govorečo učiteljico. Pravzaprav imamo eno native speakerko iz Irske in tako so otroci vsakodnevno lahko res v stiku z angleškim jezikom. V sklopu novosti so tudi vse dodatne aktivnosti, ki so prenešene na popoldanski čas. Med drugim glasbene urice po Edgarju Williamsu, baletne urice, rokovanje z Montessori materialom, kateheze dobrega pastirja, šport, projekti s poudarkom na slovenski kulturi ter praktičnih izkušnjah na področju kuhanja, šivanja in vrtnarjenja. Popoldanske urice bomo začeli izvajati v oktobru, tako da vsi, ki ste zainteresirani, toplo vabljeni, da se nam pridružite. Več o tem pa lahko preberete na naši internetni strani www.rahela.si. Prvi informativni sestanek bo pa v četrtek 26. septembra. Seveda pa stalnica ostaja prosta izbira dela, ki je ena temeljnih značilnosti metode Montessori. Zdi se tudi, da z novim vodstvenim kadrom delo v hiši otrok Montessori poteka vestno in strokovno, predvsem pa v skupno zadovoljstvo staršev in njihovih otrok. Invalidsko društvo Kengurujček Slovenije, društvo otrok s prirojenimi in pridobljenimi črevesnimi obolenji in obolenji celotnega prebavnega trakta, praznuje 10-letnico delovanja. Zato so preteklo soboto na sedežu društva v Trnovcu pod Katarino pripravili prijetno praznovanje za člane društva in njihove družine. Vodi jih skupni cilj: pomagati drug drugemu pri premagovanju bolezni njihovih otrok. V soboto pa so ob glasbi in sproščenem druženju pozabili na tegobe in se predvsem zabavali. Prijetno sproščeno vzdušje je vladalo preteklo soboto na domačiji Maletičevih v Trnovcu, kjer so se zbrale družine članice društva Kengurujček. Prišli so iz vse Slovenije. Ob dobri pijači in jedači je za glasbo in zabavo skrbel ansambel Obersband, ki se je donatorsko odzval vabilu društva. Najmlajši so si lahko ogledali gledališko igrico, na nogometnem igrišču pa je bila glavna nogometna žoga. 10 let je minilo, odkar je Danica Kopač Maletič skupaj s pobudnicama, takratno tajnico društva Ilko Ljubljana Miro Dimic in zdravnico dr. Dijano Gvardjančič ustanovila društvo Kengurujček, ki danes združuje 48 družin iz vse Slovenije, tako starše kot tudi bolne in zdrave otroke. V letošnjem letu so organizirali že 11. tabor za družine, 7. otroški tabor, vsako leto pa v spomladanskem času ena izmed družin pripravi raziskovanje svojega domačega kraja. Ja, od samih začetkov bom rekla, tako da je kar bilo veliko dela, ta prave plane sprejeti, cilje društva in te tudi dosegati. Namen društva je v medsebojni pomoči pri reševanju težav, povezovanju in sodelovanju pri doseganju pravic iz naslova zdravstva in sociale, poleg tega pa skrbijo za izobraževanja in delavnice na področju prehrane, zdravstva, nege in osebne rasti. Tako da mislim, da smo v teh letih tudi na tem področju kar nekaj storili, da imamo določene, verjeten mi, ki imamo najstarejše otroke, orjemo ledino, tako da ti mlajši nimajo več takih težav. To pa je namen društva, da pomagamo drug drugemu, najti neke pomoči na vseh področjih, zdravstvenih, socialnih, čustvenih in ne vem, samo podobi otrok in staršev.
Bolezen ne prizanaša. Danica pove, da so v teh 10 letih delovanja izgubili 3 mlade članice. Tisti najstarejši pa danes štejejo že 20 let. Druženje s sovrstniki, ki se soočajo s podobnimi težavami, je za njih izjemnega pomena. Naši otroci imajo take bolezni, da se lahko hitro spreobrne tudi v take situacije, da odhajajo od nas. Skar se moram, na ta račun je tudi prav, da imamo društvo, da si pomagamo. Glede na to, da vsi odhajamo, ne samo oni, in da se spodbujamo in pomagamo drug drugemu tudi prebroditi te težke trenutke. Ja, meni največ pomeni druženje, zato ker je tako, vsi so zelo v redu, no, in otroci in odrasli in se zelo dobro razumemo. In najbolj so mi v bistvu tabori pa to, da smo res tako prijatelji, da vidiš, da nisi sam s problemi, ampak jih je pač več, ne. Ja, družba pa zabava, pa da se združiš s sebe enakimi. Da je njihov dan lahko povsem običajen, pove tudi Janko Pač-Maletič, ki že od rojstva dalje živi brez tankega črevesja. Slovenija je sicer majhna, ne, država, zato je ta bolezen bolj neznana za našo Slovenijo. Pa pač, ko sem bil majhen, sem si predstavljal, da sem bil sam jaz, ne, pač pa odkrivaš, ko si starejši, da je več teh bolezni, no, včasih niso tako, ne vem, 20 let nazaj, to niso tako dobro ozdravili jih, no. Tako da zdaj smo pa tako, kogar smo, no. Eni nas imajo pač za posebna, ampak smo pa lahko čisto enaki kot drugi ljudje po svetu, no. Tako da ni tako razlike, no. Pač, če pa jih malo seznano z boleznjo, reče, ja, sej to imate prav, ampak drugače smo pa lahko, no, tako kot drugi, no. In s kakšnimi željami stopajo v novo desetletje delovanja društva? Ja, jaz upam, da glede na to, da medicina napreduje, da bojo naši otroci imeli možnost tudi nekaj od teh, da bojo deležni tudi teh napredkov, da bojo imeli čim manj težav pri njihovi bolezni. Jaz upam, da bojo začeli voditi tudi mladi, da bo pač društvo se delovalo naprej in da se nam je bo pridružili vsi, ki imajo težave s celotno prebavo, to se pravi od ust do anusa. Tega je kar nekaj, pa še zmeraj moram reči, da je že zelo odkrit, ampak se še malo poriva v ozadje. Ob praznovanju so se zahvalili tudi vsem podpornikom in podjetjem, ki jim že vrsto let stojijo ob strani in na različne načine prispevajo k boljšemu in lažjemu delovanju društva. Zahvalo pa smo prejeli tudi v uredništvu televizije Medvode. Ob tem jim vračamo s čestitkami in z najlepšimi željami tudi v nadaljnjih letih delovanja. Soboto zvečer je likovna sekcija Kuda Pirniče v Domu krajanov pripravila likovno in etnografsko razstavo Moj ljubi kruhek, od zrna do pogače. V avli doma so pripravili razstavo na temo kruha, slike so narisali na likovnem ekstemporu Paraljaž zadnje dni julija. Likovna sekcija Kud Pirniče je letos pripravila že tradicionalno likovno in etnografsko razstavo v Domu krajanov Pirniče. Prireditev je povezovala Anica Horvat, v zaigrani zgodbici je nastopil domači gledališki podmladek. Glasbeno je otvoritev popestril hišni ansambel Strune. Poleg likovnega ustvarjanja si je likovna sekcija za nalogo zadala tudi ohranjanje vaškega ljudskega izročila, ki bi sicer z generacijo naših staršev, babic in dedkov nepreklicno izginilo v pozabo. Likovna sekcija Kud že leta poskuša ohraniti staro vaško izročilo in prireja vsako leto razstavo na določeno temo. Začeli smo z razstavo o šmarnogorskem kurzorogu. Lani smo pripravili razstavo Mrekalija pod goro, v kateri smo z brošuro, ki smo jo izdali, predstavili tudi kratko zgodovino mlekarstva v naših krajih. Tale je posvečena kruhu. Ustvarjali smo na tradicionalnem ekstemporu pri hiši Jakoba Jaža in naša likovna dela so tu predstavljena.
Dodali smo pa tudi etnografski del razstave. Na razstavi je sodelovalo 26 članov likovne sekcije Kuda Pirniče, ki so večino svojih umetnin na temo kruha ustvarili na likovnem ekstemporu Nalja Živini. S svojimi prepričljivimi slikami sta se predstavila tudi avtorja Andrej Militarov in Vera Arhar. Slika predstavlja kmečko malico po opravljenem delu na polju po žetvi. Katera slika vam je najbolj pri srcu? Tista mama tam neko peč kuri v črni kuhinji. Likovno razstavo Moj ljubi kruhek je dopolnjevala še etnografska razstava predmetov, ki so služili za pripravo kruha od zrna v klasju pa do moke in peke v peči. Tukaj so predstavljena vsi pripomočki in stroji, s katerimi so sejali, želi, čistili, mlatili žito in na koncu tudi pekli kruh. Dijaki poklicnih šol iz Kranja so nam včeraj postavili to čudovito lončeno peč, v kateri bi lahko pekli celo, če bi imela dimnik. Po okoliških kmetijah so prav zato prireditev zbrali stare predmete, naprave in orodja. V glavnem stroj je prispevala kmetija Prčernet, ostale kose, srpe in vse druge loparje, veselce in vse to, s katerimi so pekli žito, kot vidite tudi mentorke in vse to so pa prispevale kmetije pri Primož, družina Arhar in tudi druge kmetije iz naših vasi. Proti koncu kulturnega programa so s kmetije Prčernet, ki je zagotovo stara 300 let, prinesli še tople žemljice. V zadnjem času so se namreč začeli ukvarjati s peko ekološkega kruha. Na prireditev ste prinesli še tople žemljice, ali ste jih sami spekli? Seveda, žemljice sem spekel. Sam moram reči, da po vsem tem delu, ki smo ga zdaj upravili v naši pekarni, je bilo kar skoraj rutinirano, pa vendar, kot sem prej rekel, veselje, ker sem se veselil, kako bom lahko ponudil vsem tem obiskovalcem dišeče, zdrave, tople žemljice. Zanimiva prireditev se je tako zaključila ob klepetu in degustaciji domačega črnetovega kruha in misovega mleka. Tematsko nadaljevanje sobotnega večera je bil nedeljski semanji dan pred domom krajanov. V nedeljo popoldan je turistično društvo Pirniče organiziralo že 7. semanji dan na Telečjem. Poleg sejma, prodaje kmetijskih in umetniških izdelkov domačih pridelovalcev in izdelovalcev je prireditev popestril osrednji dogodek sejma, dirka Telet na tem koncu sveta. Poleg dobre glasbe, pijače in jedače se je dogajalo še marsikaj zanimivega. Prireditev se je zaključila z obiskom pirniških narodnih noš in Jakoba Aljaža. V nedeljo je v Pirničah potekal že 7. semanji dan na Telečjem. Torej, dogajanje na tem našem tradicionalnem 7. semanjem dnevu po vrsti na Telečjem in dirko teletne je letos popolnoma isti v glavni noti, torej predstavljamo vaške pridelovalce. Je to oblika semna kot semen je bil včasih na vasi. Letošnjo leto smo pa pač uvedli še nekaj sprememb in sicer smo povabili zraven, na kar smo ponosni in pokazali malo, da želimo sodelovati, povezovati ljudi v občinskem prostoru. Zato smo povabili vsa turistična društva, da se tukaj na naših štantih stojnicah predstavijo. In pa seveda še ena novost je, na tej naši prireditvi letos prvič bodo podeljena priznanja Moja dežela, lepa in gostoljubna, to je vseslovenska akcija, torej Turistična zveza Medvode bo to podelitev izvedla na našem koncu. Prireditev je bila obarvana s sloganom Zaljubi kruhek, od setve, žetve do pogače in je tematsko nadaljevala prejšnji večer etnografske razstave. Praktično so prikazali mlatenje žita s cepci in uporabo pajkelnov, za ločevanje zrna od klasja in žita od plevela. Na stojnicah so se svojo ponudbo predstavili krajevni obrtniki. Franc Barbič se je predstavil z izdelki z roževine. To je predvsem oprema za lovce ali pa za hribolasce, mislim planince, broške, planike, se pravi na broškah so
izdelki recimo predstavlja gamsa, srnjaka, jelena, kozoroga, divjega petelina, ruševca, lisico, marjasca, divjega prašiča, vse to. Z lastnimi harmonikami se je svojim sokrajanom predstavil Stane Planinc. Harmonike so planinc, mojega tipa, ker sem jaz sam določene stvari izumil, dodal, ker drugi nimajo, pa delam pa 4 leta, 5 leto. Kdo vse so vaši kupci, kam vse ste jih prodali? Prodal sem po celi Sloveniji v bistvu. 2 so v Škofji Loki, ena na Dolenjskem, dve so na Hrvaškem, Roč pa Motovun, pol so gor v Bohinju, Krškem, v Kamniku ima župnik. Z mlečnimi izdelki sta se predstavila tudi 2 lokalna pridelovalca. Kakšnimi izdelki se predstavljate danes na stojnici? Sveže mleko, kravje, pa domača pečena skuta. Ste prvič na tej prireditvi? Ja, prvič. Dajte ga probati. To je mladi sir za žar, oziroma mladi sir kot tak, ki se da lahko tudi danes recimo v teh naših solatah z hladnimi izdelki, to se pravi paradajz in tako naprej, zelo ponuditi. To je to. Drugače pa jogurti, putar, to se pravi, tlele imamo za zelišči ta mladi sir, skuta, mleko, smetana. Skratka, vse, kar je možno. Brez pijače in dobre jedače na semanjem dnevu ne gre. Za današnjo prireditev smo obiskovalce pripravili vse, kar tudi doma pripravimo v naši gostilni. Smo že kar nekaj let samooskrbovana gostilna v tem sezonskem času, se pravi v vegetaciji od pomladi do jeseni. Kar je tema telečijada, smo za danes pripravili predvsem telečje jedi. To je telečja obara z voser-špocelni, se pravi z vodnimi žličniki, telečja jetrca s potenstano čebulo. Drugače bi lahko dodali tudi še kakšne jurčke po želji ali pa lisičke, ker so začeli zdaj zelo fajn rasti. Potem rvajeva kranjska klobasa, v sladic spečemo sprot šmoren, jabolčni štrudel in pa za vegetarijance bučki napita. Tokrat so se na semanjem dnevu prvič predstavila tudi nekatera turistična društva v naši občini. Na stojnici imamo naše majice, ki so tudi v prodaji, maske, obleke nismo sabo prinesli, imamo pa še nekaj brošur od naše vasi in občine Medvode. Turistično društvo Vaše Goričane pa konec leta čaka še osrednja prireditev, s katero so tudi širše zasloveli. Mi se bolj predstavljamo sparkalni, ki bomo imeli letos prireditev drugo noč Parkalno v Goričanah, ki bo potekala 23.11. To se pravi, bo več skupin, ki bo prišle iz Italije, Avstrije, morebiti še kakšne druge države, Hrvaška ali pa Madžarska, če jih bomo pridobili. Turistično društvo Topol Katarina se je predstavilo svojim delovanjem in povabilom na drugi Katarinski tek, ki bo potekal že čez dober teden dni. Mi smo se danes odločili, da bomo nekako promovirali našo naravo in naravne danosti in pa seveda posvetili tudi skrb, da ostane lepa takšna, kot je. Poleg tega pa se danes predstavljamo tudi z večjo prireditvijo, ki bo 21. septembra. To je drugi Katarinski tek in sicer gorski tek za gorske tekače. Vzporedno bo pa tekel pohod na Svetega Jakoba, tako da vljudno vabljeni tudi na našo prireditev. Med prireditvijo so zaplesali otroci iz otroške folklorne skupine Kut Oton Župančič iz Sore. Osrednji dogodek je bil dirka telet. Tokrat so poleg pravih telet v tekmi na čas sodelovala 3 tekmovalna moštva, aktivne Pirničanke, Goričanski parkeljni ter ekipa Vampi Potržaško. V napeti tekmi so zmagale aktivne Pirničanke. V okviru semanjega dneva na Telečjem se je organizator Turistična zveza Medvode tokrat odločila, da bo v okviru prireditve razglasila tudi dobitnike priznanj 17. turistične akcije Moja dežela lepa in gostoljubna. Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je oziroma naj bi bil temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta.
Tudi letošnja akcija Moja dežela lepa in gostoljubna se je začela načrtovati že meseca marca. Meseca maja je dobilo vsako gospodinjstvo na dom publikacijo s prijavnico za sodelovanje v akciji. Letos se je ocenjevanje prestavilo v kasnejše obdobje, ker so občani zaradi dolge zime in deževne pomladi kasneje začeli urejati svoje vrtove in okolico bivanjskih objektov. Letošnjo komisijo smo sestavljali jaz, Jože Ločniškar in Boštjan Luštrik. Peljali smo se po terenu, ko smo dobili vse te predloge, smo šli na teren vse pogledati in smo se na podlagi tam, kjer je bilo več prijavljenih, odločili, kjer je v posamezni kategoriji lepši. Ocenjuje se hiše, ulice, objekte različnih dejavnosti, pri čemer se upošteva naravno in gojeno zelenje, rože, skrb za dediščino, komunalno in turistično infrastrukturo. Letos so v 6 kategorijah nagradili 8 izbrancev. Pogrešali pa smo obrazložitve, zakaj in s čim si je objekt zaslužil priznanje. V kategoriji zasebne hiše sta priznani za lepo urejene stanovanjske objekte prejeli družina Zupančič iz Valburge in družina Peklaj iz Gornjih Pirnič. Za najlepše urejene zasebno hišo v občini Medvode pa je komisija izbrala hišo družine Vidovič iz Gornje Senice. Za našo hišo skrbijo vsi 4, žena, oba otroka in pa moja malenkost. Predvsem otroci pomagajo pri pospravilu, ko stvari obrežem, drugače pa žena z rožami in ostalimi malenkostmi. Ste imeli v letošnjem letu kakšno investicijo, ste naredili novo fasado, s kom ste si zaslužili to priznanje? Ne, letos nismo imeli nobene investicije, mi smo v hiši zdaj 8 let, tako da vseh 8 let je približno ista. Vmes smo naredili fasado, tako da od takrat naprej je okolica urejena in tudi mislim, da bomo tudi naprej za to skrbeli, da bo naprej urejena. Priznanje za najlepše urejen gostinski objekt s hrano in prenočišči je prejela gostilna Mihovec iz Gornjih Pirnič. Po oceni komisije je najlepše urejen javni objekt pokopališče Sora, ki ga ureja krajevna skupnost Sora. V kategoriji sakralni objekti je komisijo prepričala cerkev svetega Jakoba v Hrašah, ki je pod okriljem župnije Smlednik. Priznanje za najlepše urejen industrijsko-podjetniški objekt je prejelo podjetje Leskom, ki je družinsko podjetje družine Martinčič. V objektu tekstilne Medvode so od leta 2001. Pohvalijo se lahko tudi z gospodarsko uspešnostjo, saj so pred kratkim na sejmu Gornji Radgoni iz rok ministra Židana prejeli pomembno spričevalo o sledljivosti. Priznanje mi kar pomeni, veste, jaz se zelo zavzemam za urejeno okolico, ne bo to doma ali v službi. Tudi v Medvodah opažam, veliko stvari se spreminja na boljše, ampak še vedno prepočasi. Mogoče sem jaz en zgled mrskomu, ampak posnemalcem zaenkrat še ni dosti. V kategoriji naravna in kulturna dediščina je priznanje prejela obnovljena kapelica v Sori. V veliko veselje nam je, da smo lahko obnovili to kapelico, ker ima krasno lokacijo, da vsak jo lahko vidi, ko pride v Soro. Delo pa je pravzaprav porazdeljeno lepo med občane oziroma vaščane. Gasilci so odbili omet, pripravili pravzaprav vse potrebno za zidarje. Potem župnija je prevzela odgovornost glede ekipov in ostalih stvari, koordinacijo, tako da če skupaj stopimo, potem lahko veliko naredimo. Je kapelica Svetega križa, noter pa so Marija, potem Marija Magdalena pa Sveti Janez, torej tisti, ki so stali pod Jezusovim križem. V prihodnji akciji Moja dežela lepa in gostoljubna pa ima, tako kot doslej, vsak občan možnost sodelovati. V vsakem primeru imajo vsi naši občani občine Medvode možnost, da se, vemo, da to v Sloveniji sicer ne štima, da bi se sami prijavili, ampak vseeno spodbujamo ljudi, kajti če se peljemo po Medvodah ali pa po vaseh v okolici Medvod, vidimo, da so zasebne hiše nekatere zares čudovite in vzdrževane in z nekim dodatnim smislom zaraščene oziroma opremljene in tako dalje. Tako da vsekakor spodbujamo ljudi, bodite tako fair, predlagajte sosede za to akcijo, kajti več bo urejenih hiš, več bo dobrega počutja v sami občini, več bo dobrega počutja
lažje in bolje se bo dalo funkcionirati. Urejena okolica zasebnih kot tudi javnih objektov nam je vsemu ponos. Vsak pa lahko prispeva svoj delček mozaiku urejene in gostoljubne moje občine Medvode. Organizator letos ni pripravil tudi projekcij posameznih objektov, tako da se nam žal oči ne morejo spočiti na lepo in skrbno urejeni podobi naše občine. Skratka, letošnja akcija Moja dežela lepa in gostoljubna nikakor ni bila ena od osrednjih prireditev medvoškega turizma, kot je vrsto let bila. So se pa turistični delavci vendarle družili minuli konec tedna. Sončno vreme je bilo namreč kot nalašč za že tretjo zbiljsko regato, ki je potekala v petek na Zbiljskem jezeru. V veslanju se je pomerilo 7 ekip, na koncu pa je slavila ekipa iz Zbilj. Petek popoldne je bilo na Zbiljskem jezeru veselo. Potekala je namreč že tretja zbiljska regata, ki jo je organizirala Turistična zveza Medvode, njen namen pa je druženje turističnih delavcev. Vemo, da pri vseh prostovoljnih urah, ki se med letom vložijo, je tudi taka stvar potrebna za to, da se malo podružimo in da nobenemu ni treba nič resnega delati, vse, kar je treba delati, je veslati. Regata tudi povečuje povezanost med društvi. Na tak način so društva še bolj povezana med sabo, kajti zveza je bila ustanovljena z namenom, da združuje in pravzaprav naredi turizem bolj enoten, bolj prijazen in mislim, da če se mi dovolj razumemo med sabo, si lahko tudi pomagamo in taka prijateljstva, taki odnosi, ki se spletajo na takih sproščenih večerih ali pa dogodkih, potem trajajo in trajajo in to se pozna pravzaprav pri vseh turističnih dogodkih potem. Tudi letos so se pomerili v veslanju. Sama ideja, da bi se pomerili prav v tej športni disciplini, pa sega še v čase, ko je predsednik zveze še bolj intenzivno služboval na naši televiziji. Televizijska ekipa je namreč pridno trenirala za vikendovo regato na Bledu, ki je bila ravno tisto leto odpovedana. In smo rekli, no, če bo se kdaj ponudila opcija, bomo sami organizirali regato. No, in to je bilo možno v sklopu Turistične zveze Medvode in no, zdaj že tretja. Pa jaz upam, da bomo kljub temu, da gre večina turizma pod zavod, z naslednjim letom s tem nadaljevali. Pomerilo se je 7 ekip. Turistična zveza Medvode, Triton turizem, 2 ekipi turističnega društva Zbilje, turistično društvo Dragočajna Moše, turistično društvo Goričane Vaše in turistično društvo Pirniče. Zmago se je lahko pohvalila zbiljska ekipa, nagrada pa je bila v obliki praktične nagrade in seveda druženja. Mimogrede, v preteklosti so v okviru akcije Moja dežela lepa in gostoljubna izbirali tudi potencialne turistične spominke. Avtor enega od nagrajenih, to je bila skulptura Sotočja, je bil tudi Mirko Mihovec z Ladje. Širši javnosti je doslej poznan in priznan predvsem kot ljubiteljski slikar in udeleženec številnih likovnih ekstemporov. Vse do 25. pa bo v knjižnici Medvode na ogled njegova prva samostojna razstava skulptur. Kot prizna, se je za ta korak dolgo odločal, pa še tokrat je pozornost svojih del skromno želel preusmeriti na njemu ljubega pesnika Simona Jenka. Če torej Mirka Mihovca vprašate, kaj je rdeča nit tokratne njegove prve razstave skulptur v Medvoški knjižnici, bo dejal. Rdeča nit tokratne razstave je Simon Jenko. Prav zaradi tega, ker v Medvodah njega ni čutiti, je nekako pozabljen, rodil se je 2 kilometra stran, zato sem šel posebej za to razstavo delati po stari sliki Simona Jenka, ki ga bom tudi podaril knjižnici, pa sliko tudi. Osrednja pozornost na tokratnem odprtju razstave je bila dejansko namenjena doprstnemu kipu Simona Jenka, ki ga je izdelal prav za to priložnost po veliki stari sliki, ki je mnoga leta visela v gostilni pri Janezu na Podreči. Ja, s tem je avtor naredil en korak v tisto najzahtevnejše področje med figuralnimi vsebinami, to je portretistika, kjer se je seveda držal vseh teh zapovedi znotraj portreta, ko mora biti tudi likovno delo nekakšen ekvivalent svojega portretiranca. Torej, avtor išče ekvivalentnost svojim upodobljencem v formi lesa, hkrati pa mislim, da se skozi to obrazno profilacijo nekako poglablja tudi v portretirančevo notranjost,
ki mu jo nedvomno pomagajo razkriti tudi vsa vedenja o Simonu Jenku. Umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibil-Šajn je razstavo pospremila z jedrnatim opisom razstavljenih skulptur in z besedilom zloženke. Motivi figuralnih stvaritev Mirka Mihovca so živali, cvetje in v zadnjem času predvsem človek. Kot posebnost pa je Šajnova izpostavila tudi avtorjevo nagovarjanje ne le s formo, ampak tudi z barvo. Rdeča nit je nedvomno material, s katerim